V matični knjižnici Kamnik je potekala predstavitev digitalizacije osrednjega občinskega časopisa Kamniški občan. Kaj predstavlja digitalizacija za kamniško knjižnico? Mislim, da je to en zelo velik dogodek, ki smo ga pravzaprav dosegli skupaj z Mestno knjižnico Ljubljana, ki je v okviru območnosti in pa s sredstvi Ministrstva za kulturo financirala ta precej obsežen projekt v celi regiji in Kamniški občan je eden od krajevnih oziroma lokalnih časopisov, ki so digitalizirani. Seveda lepo pozdravljam vse predstavnike, tako naše občine, kot pa tudi Mestne knjižnice Ljubljana. Med nami je tudi gospod Gustan z ministrstva. Mi imamo sicer stare kamniške občane od leta 1962 vezane, nekateri zelo vestni uporabniki, kot eden je med nami, so nas upozorili, da sem in tja kakšna številka manjka in so nam tudi upozorili, kaj manjka in upam, da bomo te manjkajoče številke potem še lahko dodali noter. Ampak ta časopis je bil vseh teh letih zelo iskan, kadar je kdo raziskoval lokalno zgodovino, bodi si za študijske namene, celo za raziskovalne, za doktorate, za srednješolske naloge, za visokošolske naloge, so prišli k nam. Če je kdo, ne vem, potreboval kakšne podatke za kakšno smešno čestitko ob Abrahamu, da so hoteli vedeti, kaj se je dogajalo včasih, oziroma Kamniški občan še ni doživel Abrahama, ampak kaj se je dogajalo v otroštvu, so prišli pogledati Kamniškega občana. Skratka, pa kakšna društva, posamezniki, ki jih zanima kakšna tema. Tako da je bil občan zelo iskan, vendar smo pa seveda zelo iskali, če je, ne vem, z Amerike smo dobili pismo, prosim za članek, ali so res potekale kdaj v Kamniku dirke. In smo pač na roke prelistavali številke Kamniškega občana. V nadaljevanju je spregovoril Aleš Klemen iz Ljubljanske knjižnice, ki je povedal, da je kot Kamničan tudi nekako čustveno navezan na Kamniški občan in je pokazalo dobro sodelovanje med Kamnikom in Ljubljano, kjer nam je gospa Breda ponudila gradivo. Preko sodelovanja z Ministrstvom za kulturo smo pridobili ustrezna sredstva. Res, da je Kamniški občan eden izmed 12 občinskih glasil, ki so v lanskoletnem obdobju bili digitalizirani. Vse skupaj je bilo, mislim, da tam 65.000 digitaliziranih strani, se pravi, to so strani po vsaki strani, pa seveda tudi članki. Se pravi, je to ogromna količina neke zgodovine, nekega znanja, neke mogoče že pozabljenih zgodb, ki so se dogajale v lokalnem okolju. In jaz mislim, da bo to kar precejšen doprinos ne samo k ponudbi matične knjižnice Kamnik, pač pa tudi k nekemu lokalpatriotstvu in pa poznavanju našega Kamnika. Z nami je prvi urednik Kamniškega občana, Franc Vetel. Ste se predstavljali takrat, da boste lahko gledani po celem svetu, glede na to, da gre za lokalen medij? Ne, kje pa. Takrat ko sva februarja leta 1962 s pokojnim Vinkom Dobnikarjem peljala prvo gradivo v kočevski tisk, ki je takrat tiskal Kamniškega občana, je bilo vso celotno postavljene ročno. Takrat si niti v sanjah nisem predstavljal, da bo čez 48 let lahko v New Yorku ali pa v Johannesburgu recimo bral nekdo Kamniškega občana. To je nekaj neverjetnega. Ste zadovoljen, da je šlo to na internet? Vsekakor. To je pa, mislim, treba zahvaliti se vsem tistim, ki so tega se lotili in ki bodo verjetno še naprej izpopolnjevali sistem, tako da bo dejansko dostopen sleherni članek v teh 50-letni zgodovini Kamniškega občana.